konferenci, ki bo vsebinska in vezana na volilni program Slovenske ljudske stranke za te počasne volitve, ki smo ga poimenovali Nov razvojni model Slovenije. In sicer bomo predstavili danes predvsem vsebine z področja javnih financ, ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Uvodno besedo pa dajem podpredsedniku Slovenske ljudske stranke, gospodu Janezu Tomšiču, ki bo povedal predvsem vidika koncepta celotnega volilnega programa. Osnovni model programa Slovenske ljudske stranke za te volitve je manj države, več svobode. Namreč tisto, kar moramo ljudem zagotoviti in gospodarstvom in podjetnikom je, da imajo dobre, solidne konkurenčne pogoje za svoje delo, za ustvarjanje in da se država seveda dotika samo tisto področje njihovega življenja, kjer je to nujno in da rešuje težave tam, kjer posameznik zaradi nekih objektivnih razlogov ne more funkcionirati v, bom rekel, razmerah, kakršne so v državi zagotovljene. Osnovno vprašanje je, s katerim bi se morali pravzaprav vsi ukvarjati, kaj generira gospodarsko rast. V zadnjem času seveda poslušamo veliko o tem, da naša gospodarska rast je pozitivna, da se stanje izboljšuje. Vsem tistim, ki bolj podrobno pogledamo, to je jasno, da gre predvsem za posledico povečnega izvoza, torej ta gospodarska rast nastaja na račun nekaj uspešnih slovenskih podjetij, ki povečujejo svoj izvoz. In največja nevarnost, ki obstaja, je ta, da bi v teh razmerah politiki in vsi ostali zaspali in ne sprejeli strukturnih in ostalih nujnih reform, ki bodo zagotovili dolgoročno gospodarsko rast in se vzdržnost javnih financ v tej državi. Torej, gospodarsko rast lahko dvigne zasebna potrošnja, vemo, da je ta vedno nižja, z višjimi davki jo dodatno dušimo. Javna potrošnja, znano je, da javnih sredstev ni, edina izjema so evropska sredstva, pa še pri teh se zapleta, ker je treba zagotavljati glasno participacijo. Naslednja možnost so javne investicije, za katere prav tako vemo, da ni denarja, in pa seveda investicije zasebnega sektorja, kjer je najbolj realen generator gospodarske rasti, oziroma so najbolj realen generator tuje investicije. Na tem področju pa seveda Slovenija ni naredila svoje naloge, torej ni zagotovila konkurenčnega okolja za nove investicije domačih in tujih investitorjev in seveda hkrati tudi pri samih procesih prodaje državnega premoženja vse doslej ni bila preveč učinkovita oziroma uspešna. Slovenijo najbolj duši torej prevelika davčna obremenitev in velik javni sektor, ki na račun gospodarstva torej vzdržuje stanje državi takšno, kot je. Nekateri razlagajo, da je torej javni sektor tisti, ki pravzaprav edini še zagotavlja delovna mesta in ki preprečuje, da bi bila torej brezposelnost v Sloveniji še večja, da bi bile težave še večje. Resnica se da v tem, da celoten javni sektor živi na plečih nekaj gospodarstvenikov, nekaj malih srednjih podjetij in tistih par velikih, ki trenutno še poslujejo, in da seveda je treba pristop ubrati ravno nasproten. Namreč, treba je zagotoviti podjetjem pogoje za poslovanje, zmanjšati davčno obremenitev, administrativne obremenitve, izboljšati pogoje oziroma roke za pridobitev gradbenih in ostalih dovoljenj, ter na ta način omogočiti podjetjem, da začnejo poslovati, da začnejo delati. Posledično bo seveda država pobrala več davkov in bo lažje opravljala tudi svoje ostale funkcije. Javni sektor pa bo treba na vsak način zmanjševati, in to smo tudi v programu jasno zapisali, da bomo za pol milijarde letno zmanjševali primanjkljaj na nivoju javnega sektorja. Verjamem, da bo potem predsednik bolj konkretno o teh stvarih razlagal. Torej, še enkrat, manj države in več svobode. Prevelik javni sektor torej zahteva že omenjene strukturne reforme. Ponovno pokojninsko reformo, mi se moramo zavedati, da je potreben konsens med vsemi generacijami v tej državi, da če ne bomo tudi na področju pokojnin spremenili trenutnega sistema in počasi prešli na sistem, ker bodo upokojenci svoje pokojnine prejemali na podlagi vplačanih sredstev, seveda vemo, da tega ni možno narediti takoj,
vendar je treba takoj začeti na tem sistemu. In če ne bomo uskladili vedno manjšega števila torej aktivnih prebivalcev in mladih za vedno večjo populacijo tistih, ki prejemajo pokojnine, torej da ta sistem ne bo vzdržen. Druga je zdravstvena reforma, ki mora iti v smeri razbremenitve. Vsi vemo, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni očitno previsok strošek, se zdravstvene zavarovalnice generirajo presežke iz tega naslova in verjamemo, da je z ukinitvijo tega zavarovanja možno zmanjšati stroške za zdravstveno zavarovanje za zaposlene in podjetja, pri čemer seveda zasledujemo koncept torej socialne kapice, v katerem se maksimalni znesek prispevkov za torej, zdravstveno in vse ostale blagajne torej omeji. Področje visokega šolstva je naslednja strukturna reforma, ki je ključna in srednjega, na področju srednjega šolstva večja vključenost gospodarstva. Če ne bomo naših dijakov šolali na način, da bodo dva dni v tednu v učilnici in 3 dni v konkretnem podjetju, v konkretnem poslu, potem seveda mi ne bomo ustvarjali kvalitetnega kadra za upravljanje torej teh tehničnih nalog in hkrati na nivoju visokega šolstva bistveno večje sodelovanje med znanostjo, gospodarstvom in univerzami, pri čemer mora iti visokošolska reforma tudi v smer spremembe financiranja, predlagamo uvedbo vavčerskega sistema. Delovnopravna zakonodaja kot četrto ključno področje pa seveda je obvezno in nujno zagotoviti bolj prožno delovnopravno zakonodajo. Treba je razumeti, da delodajalec želi ohraniti delavca, torej želi ohraniti število zaposlenih, da bo vedno vztrajal pri tem, da bo v svoji družbi ohranil dobre ljudi, se pravi tiste, ki so kvalitetni zaposleni, mu moramo pa omogočiti, da takrat, ko gre podjetju slabo, da seveda lahko se temu prilagaja in skuša ohranjati s tem čim več delovnih mest. Na koncu bi poudaril še pomen korporativnega upravljanja in vprašanja privatizacije. Vemo, da je glavna predvolilna tema, o kateri se največ govori, poleg vprašanja, se pravi vodja največje opozicijske stranke gospoda Janše in v zvezi s tem pravne države in sodnega sistema je druga glavna tema očitno prodaja Mercatorja. Torej, druga glavna tema je tista, ki je praktično že zaključena, ki ni več v pristojnosti politike, ni več v pristojnosti tistih, ki danes o tem govorijo in seveda hkrati nihče ne pove odprto in po pravici, da bi lahko tudi Mercator in še katero drugo družbo, ki v postopku prodaje kupila tudi Republika Slovenija, morala pa seveda za to najeti dodatno milijardo kreditov in prepričan sem, da če bi ljudem odprto predstavili razloge za takšno stanje, kot je, da seveda verjetno ne bi nihče na referendumu podprl tega, da se dodatno zadolžujemo in kupujemo trgovine. Naš interes mora biti drugje, ohranjati tista podjetja, ki generirajo prihodke. Država mora sprejeti strategijo o tem, na katerih področjih bo, torej, katere dejavnosti namerava dolgoročno razvijati. Vemo, kakšne stanje avtomobilska industrija, ki je bila izjemno pomembna. Hkrati pa seveda omogočiti tudi normalno privatizacijo, pri čemer pod privatizacijo razumemo, da pomeni to vstop zasebnega kapitala, pri tem pa ni ključno, ali je lastnik tega kapitala slovenski državljan ali tuji državljan. Ključno je, da je tisti, ki vstopa nekdo, ki je iz te dejavnosti opoznal in je lahko strateški, torej pomeni tudi neko novo znanje, in hkrati nekdo, ki ima dovolj kapitala, da v tisto družbo, ki vstopa, lahko zagotovi ne samo njen nakup, ampak predvsem njen dolgoročni razvoj. Hvala lepa. Besedo predajam predsedniku Slovenske ljudske stranke, gospodu Francu Bogoviču, ki bo pa še nekaj bolj konkretno predstavil, kateri ste. Pozdravljeni. Večkrat se pojavljajo vprašanja, kako pa boste to izvedli, kje so viri, na kakšen način, zato bom poskušal v tem delu biti dokaj praktičen, da podamo tudi konkretne odgovore na ta vprašanja. Najprej, kar se tiče uravnovesenja, konsolidacije javnih financ, da uporabim ta izraz. Približno 1,5 milijarde je še vedno sedaj razkoraka med prihodki in odhodki, 8 milijard prihodkov, na okroglo 9,5 milijard odhodkov. V našem programu smo jasno zapisali, da želimo to konsolidacijo narediti v 3 letih, 3-krat po 500 milijonov zmanjšati primanjkljaj in v letu 2017 imeti
javne finance usklajene, se pravi enake prihodke in odhodke. Od tu naprej pa pride potem v skladu tudi s pravili fiskalnega pravila čas, ko se tudi počasi začne suficit in odplačevanje dolga. Na kakšen način priti do teh konsolidacijah, tudi to imamo razdeljeno na tretjine. Ena tretjina od teh 500 milijonov na leto vidimo možnosti najprej v prvem sklopu zmanjšanja odhodkov na dveh področjih, obresti in pa pokojninska blagajna. To sta dve področji, za kateri danes vplačamo skoraj eno tretjino vseh davčnih prihodkov, 2,5 milijarde na leto, se pravi 1,5 milijarde v pokojninsko blagajno in 1 milijardo za obresti. Tu je največji rezervo na področju stroška obresti. Vemo, da bomo po eni strani tudi z odprodajo nekaterega premoženja iz slabe banke in tudi iz privatizacijskih tokov delno lahko v naslednjih letih to glavnico zmanjšali zaradi tega postopka. Drugo, kar pa je ključno, je, da v 3 letih naš portfelj teh obveznic znižamo za 1% in bomo iz sedanjih približno poprečno 4% stroška teh kreditov znižali na 3% in v tem vidimo velik del tega prihranka. Se pravi, če imamo za 1% manj, je to kar 300 milijonov evrov manj obresti, pa če še zmanjšamo glavnico, se še tu doda potem na dodatek. Drugi del je na račun gospodarske rasti, ki smo in pa novih delovnih mest, ki jih vidimo predvsem v znižanju na eni strani obremenitve stroška dela in pa z sprotnim prilagajanjem tudi starosti upokojitve z pričakovano življenjsko dobo. Pričakujemo zmanjšanje pritiska na število upokojencev, na drugi strani pa tudi več prilivov v pokojninsko blagajno. Tako da tu v tem delu 1/3 tega prihranka, druga tretjina v deregulaciji in posledično zmanjšanju javnega sektorja. Tu vidimo, da je zelo tak zmeren prehod, je 1/3 170 milijonov, to je 0,5% BDP-ja na leto manj za javni sektor in to vidimo, kot smo že delali z temi poenostavitvami v postopkih s prenosom nekaterih pristojnosti na nižjo raven, se pravi na upravne enote oziroma na medobčinske uprave z ministrskih mest, reforma šolskega sistema, v katerem z enim mahom, če samo teh 18 000 fiktivno vpisanih na fakultete, kot je ugotovilo Računsko sodišče, velik del tega prihranka storimo že na takšen način, sicer pa restriktivno z tem ciljem, da od 1 do 2% na leto zmanjšujemo število zaposlenih v javnem sektorju. Tretji del pa je na področju davčnih prelivov, kjer ocenjujemo, da je ob 2 do 3% gospodarski rasti, ki jo je možno v Sloveniji izvesti, možno najprej narediti to, da za 200 milijonov najprej zmanjšamo prilive na področju dohodnine, s tem ustvarjamo pogoje, da bi tisti z najnižjimi prejemki imeli z nižjo dohodninsko stopnjo več priliva v tekoče računske višje osebne dohodke, na drugi strani pa z višjo lestvico tudi poskušamo nazaj stimulirati inženirje, da ostajajo v Sloveniji, da ne padajo tako v tiste razrede 40 in več, ki že pomenijo neko bogato družbo, ampak da so tisti najbolj produktivni del. Glede na, kot sem omenil, na 2 do 3% gospodarsko rast na leto, pa pride potem toliko več zbranih davkov, na drugi strani za večje zaposlitve, manjši pritisk na socialni transfer, da je potem ta neto učinek na davkih, ta 1/3 tega letnega pričakovanja, se pravi zopet 0,5% BDP-ja na leto. In tako je v 3 letih izravnal proračun. Kar se tiče poslovnega okolja, že podpredsednik vodja programske skupine pojasnil, da so ključni 3 stebri: ureditev davčnega sistema, delovnopravna zakonodaja in pa izobraževalni sistem. Kar se tiče pa konkretnih spodbud, kjer pa država lahko vpliva na delovna mesta, poleg tega, kar je bilo omenjeno, da
da na eni strani so ustvarili normalne pogoje za gospodarstvo, ki mora samo generirati delovna mesta in ta nas lahko rešijo, tiste, ki bodo zgenerirana v gospodarstvu. Država pa lahko vpliva v veliki meri na 3 področjih, za katere mi trdimo, da je slovenski nacionalni interes. In veliko je bilo slabega v tej besedi, ne zelo jasno povem, kaj mi vidimo kot slovenski nacionalni interes. To so slovenska hrana, voda, les. Naši naravni viri, kateri imamo v izobilju in na katerih smo v preteklosti bistveno premalo naredili. In na teh virih vidimo tudi možnost države, da spostavi določen razvojni preboj, pa ne gremo od področja do področja. Pri vodi, kot prvem viru, s katerim smo resnično zelo bogati, je prva možnost protipoplavne zaščite. V letu 2012, ko sem bil minister za okolje, pristojen tudi za to področje, smo določili 61 območij, ki so prva prioriteta za poplavno zaščito. Vrednost teh ukrepov je bila ocenjena po tisti zelo na hitro oceni od 600 do 800 milijonov, tako da lahko računamo, da je največ ta znesek še v katerem delu malce višji, se pravi, je to en investicijski ciklus blizu 1 milijarde. Pogovori so bili že z Evropsko investicijsko banko, podobno kot na vodah je sedaj že pridobljen kredit, ki je tudi, za katerega so se pogovori takrat začeli za financiranje spodnje Save, je možno za protipoplavno zaščito dobiti najugodnejše kredite Evropske investicijske banke. In v tem delu, to so vse krediti tam okoli 1,5%, z moratorijem odplačila, z dolgoročnimi odplačili in odgovorno trdim, da bi bila anuiteta za takšen kredit manjša, kot bodo posledice neurij v prihodnosti, koliko teh ukrepov ne izvedemo. Tako da tu vidimo tudi eno priložnost, da bi slovenska gradbena operativa takoj po zaključijo okoljske projekte te perspektive, pa na začetku naslednje, kar bom nadaljeval kot drugo ukrep omenil, lahko preide tudi v aktivno ureditev slovenskih vodotokov. Odpadne vode in pitna voda sta druga 2 stebra teh možnosti delovnih mest, kjer je enostavno potrebno s kohezijskimi projekti, ki so sedaj v teku, ki so tudi v letu 2012 in 2013 stekli do te mere, da imamo za več kot 600 milijonov evrov investicij izbranih izvajalcev pridobljenih gradbenih del. In to dvoje spraviti v 2 finančni perspektivi, zaključek te 7-13 in nadaljevanje perspektive 14-20. Naslednje področje, ki spada na področje voda, financirano pa bi bilo iz programa razvoja podeželja, iz kmetijskega denarja je namakanje kmetijskih površin. V enem letu, ko sem ministroval, smo zagnali namakalnih sistemov za 1200 hektarov in so sedaj v realizaciji. In tu je v tej finančni perspektivi, kar zopet sodi v sklop odgovorov na klimatske spremembe, možno postaviti od 3 do 5 tisoč hektarov namakalnih površin v Sloveniji in tudi za zelenjadarstvo, kot to piše panovo, narediti korak naprej. Izgradnja hidroelektrarne na spodnji Savi, srednji Savi in dokončna odločitev na Muri so naslednji korak na področju voda. Kar se tiče kmetijstva, bom krajši. V okviru programa razvoja podeželja, kot sem že dejal, te ukrepi na kmetijskih zemljiščih, od komasacije do namakanja, tudi tu so viri programa razvoja podeželja, se pravi evropska sredstva in pa jasne strategije in razvoj planov, ki so ključne v kmetijstvu in so v težavah sedaj, oziroma imamo tudi nizko samooskrbo, prašičereja, zelenjadarstvo. Velike možnosti pa so tudi na izvozu na področju sadjarstva. Kar se tiče lesa, je tudi sprejeta nacionalna strategija Les je lep. Znotraj te nacionalne strategije so predvideni lesni centri, v katerih se zadeve začnejo od žage do, če hočete, izdelovanja lepljenih elementov, lesenih hiš, pa vse na koncu do izrabe ostanka lesa za energijo in ogrevanje, možnost tudi kakšne kogeneracije ali pa porabljate vode v zelenjadarstvo, kot bo primer na Dobu, kjer je iz leta 2012 začet projekt šel v tej smeri.
Tako da v teh elementih vidimo tudi direkten vpliv države, da lahko vpliva in pa ne nazadnje, da izpostavimo še eno področje, za katerega je pa specialist tudi med nami sedeči naš kandidat v Ljubljani, gospod Germ, gre pa na področju upravljanja z državnim premoženjem in pa kvalitete javnega sektorja, kjer je po njegovih besedah tudi z lahkoto in na tem je intenzivno deloval tako na področju zdravstva in drugih panogah, z lahkoto moč tudi tiste prihranke in pa učinkovitejše upravljanje javnega sektorju narediti in tudi tu vidimo velike priložnosti, da ne govorimo pa o upravljanju državnih podjetij, ki delujejo kot gospodarske družbe, kjer pa imamo tudi cela vrsta rezerv. Hvala lepa. Predno damo besedo vam, da postavite vprašanja. Mogoče še dve vsebinski točki. Eno je komentar in pobuda v zvezi z posvetom o možnostih alternativnega odkupa Mercatorja in prednostih zadružništva, ki bo projekt razmisleki poteka ravno kar in kar besedo dajem v predsedniku Janu Tomšiču. Ja, ta posvet se začel danes ob 10. Nedaleč od tu. Zdaj seveda po informacijah, ki smo včeraj zasledili z medijev, je Mercator že prodan, torej pogodbe so podpisane, soglasja bank upnic podana, programi sklenjeni, kar pomeni, da je ta pobuda ali pa diskusija o tem, kaj je alternativni odkup Mercatorja, povsem neproduktivna in nepotrebna. Je pa seveda potrebno diskutirati o tem zelo resno, kaj lahko slovenski kmetje, predelovalna industrija, zadruge in vsi ostali vključeni v, sistem pridelave, predelave in prodaje slovenske hrane naredijo. V Slovenski ljudski stranki zato predlagamo, da se ta platforma, ki je že nastala, je smiselno, da ostane, razširi in da se začne pogovarjati o tem, na kakšen način povezati, se pravi, vse omenjene deležnike in zagotoviti neko zadrugo, ta izraz mi je ljubši kot kooperativa, praktično pomeni podobno oziroma isto, ki bi lahko preko vzpostavitve blagovne znamke, prepoznavne slovenske blagovne znamke, lastnih distribucijskih kanalov in potencialno tudi lastne prodajne mreže zagotovila tisto, kar je bil osnovni namen te ideje in pobude. Naše stališče namreč je, da je bistveno ceneje narediti novo blagovno znamko in novo trgovsko verigo, kot pa nenazadnje kupovati Mercator družbo z milijardno zadolžitvijo in z enim kupom težav in problemov, s katerimi se sooča zaradi, svojih bilanc, premoženja, nepremičnin in tako naprej. In v tej smeri bomo tudi po tej tiskovni konferenci posredovali organizatorjem dogodka pisno pobudo in se potem v nadaljevanju aktivno vključili v diskusijo na tem področju. Hvala. Pa še čisto kratko tudi še ena točka, ki je deklaracija številka 5 oziroma tako imenovana petka, o kateri bo pa spregovoril še predsednik. Mi smo na dan, ko so bile znane liste, ki nastopajo na letošnjih volitvah, vsem 16 listom postavili pobudo za državniško držo, poimenovano deklaracijo 5, v kateri smo predlagali, da se stranke pred volitvami podpišemo, zavežemo k konstruktivni državniški drži pred volitvami in tudi po volitvah. In da opredelimo, katere so ključne teme, okoli katerih se zavežemo, da bomo po volitvah, ne glede na to, ali smo v koaliciji ali v opoziciji, delovali državniško, nepolitikansko in te ključne probleme reševali in se enkrat končno začeli v Sloveniji ukvarjati s ključnimi problemi. Danes ob 12. sicer poteče ta rok, ko smo dejali, da ali želijo stranke to podpisati ali pa tudi dati dopolnitve in da potem naslednji petek tisti, ki smo za to pripravljeni, takšno zavezo podpišemo. Tudi doslej je na to pobudo se odzvalo 5 list, 3 parlamentarne stranke, to je, smatram, parlamentarno tudi Poštena Zorana Jankovića, ki se je pač Pozitivna Slovenija razdelila, potem SD in pa tudi Državljanska lista. Državljanska lista in pa tudi
stranka Pošteno oziroma Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića želita dopolnitev te deklaracije z poudarkom na gospodarstvo, v eni točki tudi s poudarkom pri Pozitivni Sloveniji tudi s poudarkom še na državnih projektih, kateri sem nekateri že prej omenil. Stranka SD se je odzvala na takšen način, da podpirajo te pobude, da želijo, da bi bilo v njej še bolj eksplicitno navedeno pomen delovnih mest in hkrati pa tudi zaključujejo ta dopis, da ocenjujejo, da po vsej verjetnosti ne bodo podpisali te pobude. Od neparlamentarnih strank imamo odgovor od Verjamem in oni se z pobudo strinjajo in jo podpirajo, medtem ko so iz Piratske stranke navedli, da se z večino stvari strinjajo, da pa prepuščajo v tem primeru podpise parlamentarnim strankom in da v tem trenutku ne bodo sodelovali pri sopodpisu. Ustno sta se odzvali še Nova Slovenija, kjer smo v pogovoru se pogovarjali in tudi podpirajo takšno deklaracijo. S stranke Mira Cerarja pa je več kot očitno bilo, da osnovne usmeritve pobude podpira, so se pa očitno odločili, da tega pred volitvami ne podpišejo in tudi sicer imajo nasplošno to držo. Mi bomo danes po izteku roka to deklaracijo dopolnili z temi dodatnimi dvema spremembama, ki bosta še bolj eksplicitno navedeni, se pravi področje delovnih mest in pa tudi področje teh investicij, pri katerih se strinjamo, in bomo takšen dopolnjen tekst ponovno poslali vsem strankam in jih pozvali, da tisti, ki so odločeni to podpisati, to naredimo naslednji petek. Hvala lepa, da ste pa na vrsti.